Spoštovani, prav lepo pozdravljeni. Veseli nas, da ste se odzvali na ta naš sklic današnji in posebej lepo pozdravljam rektorja Univerze v Ljubljani, profesorja doktorja Gregorja Majdiča in seveda tudi dekanjo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Mojco Šlamberger Brezar. Namen današnjega sklica je bil, da nagovoriti in mogoče še enkrat spomniti, kako pomembna in potrebna je vloga humanistike v družbi. Posebej stališča svoje vede vas bodo na kratko nagovorili tudi posamezni kolegi z Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani in ti njihovi nagovori bodo tudi neke vrste iztočnice za razpravo, ki bo sledila. Ti nagovori bodo kratki in seveda, ker humanistika res združuje tako, bom rekla, raziskovanje, kot ustvarjanje, kot duhovnost, kot kulturo, bodo ti nagovori tudi ustrezno široki. Tako da pričakujemo potem v nadaljevanju tudi kar se da pestro živo diskusijo na temo, kako potrebno je vzdrževati področje humanistike, po možnosti malo čim dalj od tistega navadnega vsakdanjega trženja, in pa seveda prizadevati si, da vse tehnologije, ki jih imamo na razpolago, to področje še dodatno podprejo in naredijo močnejše. Zdaj pa lepo prosim za pozdravni nagovor najprej rektorja Univerze v Ljubljani, profesorja doktorja Gregorja Majdiča. Izvolite. Hvala lepa za povabilo, za pozdravljeni nagovor na tem pomembnem posvetu o pomenu humanistike v sodobni družbi. Humanistika je bila skozi zgodovino na najpomembnejših del univerz in čeprav se danes zdi mogoče, da nekako izgublja svoj pomen, sam nikakor se ne strinjam s tem, mislim, da je humanistika, pa tudi družboslovje, nenazadnje umetnost, ki bogatijo, krepijo naše življenja, zelo pomembna zdaj in bodo v prihodnosti. Nenazadnje mislim, da številni problemi, s katerimi se soočamo, delno izvirajo ravno iz tega, da smo v preteklosti, v zadnjih desetletjih pogosto imeli preveč tehnicističen pristop do življenja, do sveta, do planeta in si zaradi tega sami nakopali številne težave, s katerimi se soočamo. To so seveda težave, kot so podnebna kriza, pa demografska kriza, vse večje razlike, ampak jaz pravim, da imamo še eno krizo, tudi krizo skupnosti. Dejansko pozabljamo, kako je živeti skupaj, pozabljamo, da smo ljudje zgodovinsko-socialna bitja, da smo se razvili kot bitja skupnosti, ki nam je skupnost omogočala lažje preživetje, večje možnosti za preživetje v trdem, neprijaznem okolju v prazgodovini. Danes postajamo nekakšna skupnost individualnih pasivnih posameznikov. Vsak gleda samo za svoje dobro, nihče ne želi več delati ničesar za skupnost, pa še tisto samo v zelo omejenem obsegu, čim manj in čim manj napora. Zato menim, da vsekakor humanistiko potrebujemo, ki nam postavlja zrcalo, kot sem rekel, ne samo humanistika, tudi družboslovje, tudi umetnost izpolnjuje naša življenja. Hkrati pa mislim, da moramo sprejeti tudi to, da se svet spreminja. In sam ne vidim takega problema v tem, da je manj študentov, ki jih zanimajo humanistični študiji, vidim pa problem v tem, da moramo humanistiko bolj vključiti v številne ostale študije. Marsikdo, ko to reče, da je to pa nemogoče, ker morajo študiji vsebovati številne strokovne vsebine. Kakšen mesec nazaj sem imel članek na to temo v Sobotni prilogi, kjer sem razmišljal o tem, da danes z obdobjem umetne inteligence, pa nenazadnje že prej z svetovnim spletom, ko so informacije prosto dostopne, ko univerze nismo več nekakšni
stražarji znanja, ko znanje ni več zaprto v naše knjižnice, v naše kabinete, ampak je dostopno prosto na spletu, se naša vloga spreminja od tistih, ki posredujemo znanje, v tiste, ki znanje razlagamo. In če sprejmemo to, da študenti danes znanje imajo prosto dostopno in se spremenijo v razlagalce, pa imamo več možnosti, da vključimo tudi dodatne vsebine in da študentom vseh smeri vključujemo več humanističnih vsebin, se mislim, da je to nujno potrebno, da za prihodnost družbe, da bomo vsi razumeli pomen humanistike in kaj dela za naša življenja. Tako da jaz sem želim uspešen posvet, sam se upravičim, moram pač žal naprej na en sestanek, imam neke komisije, tako da in verjamem, da bojo pomembni zaključki, glede na pomembne govorce, ki ste jih zbrali, tako da in verjamem, da boste tudi poročali, kaj ste se tukaj pogovorili. Tako da hvala lepa in uspešno delo. Hvala rektorju univerze tudi za njegovo stališče in seveda tudi za nadebudne napovedi za nas. Zdaj vabim še dekanjo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, profesor dr. Mojco Šlamberger-Brezar in ko sem govorila, da naj spomnimo, se lahko spomnimo, da je današnji nagovor lahko neke vrste nadaljevanje nekega projekta, akcije, ki ga je Filozofska fakulteta sprožila leta 2018 v okviru noči raziskovalcev, z naslovom Humanistika to si ti. To se pravi, da zdaj nadaljujemo oziroma poudarjalno še skušamo kontinuirano vztrajati na določenih zahtevah. Izvolite. Hvala lepa. Jaz ne bom govorila iz glave, tako kot rektor, ampak si par stvari zapisala. Spoštovani rektor Univerze v Ljubljani, profesor dr. Gregor Majdič, spoštovani organizatorici simpozija Humanistika Klicaj, profesorica doktorica Nike Kocijančič-Pokoren in profesorica doktorica Andreja Žele, spoštovani sodelujoči in sodelujoče, spoštovani predstavniki medijev, dragi gostje. Lepo pozdravljeni v zbornični dvorani Univerze v Ljubljani. Filozofska fakulteta kot ena od ustanovnih članic čuti močno pripadnost Univerzi v Ljubljani. Kdo drug kot Filozofska fakulteta, osrednja slovenska humanistična institucija, bi lahko organiziral tovrstni simpozij. Humanist z diplomo Filozofske fakultete naj bi kot intelektualec, ki razmišlja s svojo glavo in pozna kulturne in družbene pojave, presojati s kritično distanco. To je že več kot 100 let poslanstvo fakultete, ki mu ostajamo zavezani tudi za prihodnost. Morda še toliko bolj, saj s prodorom umetne inteligence vse pore našega življenja spoznavamo, da bomo morali kritično distanco pri njenih uporabnikih, ki so tudi naši študentje, krepiti še bolj. Ampak kritična distanca ne pride sama, temelji na znanju in poznavanju in današnji simpozij bo, upam, pomagal razkrivati bogatstvo humanistike tudi za širšo javnost. S tem se ji odlično vklaplja v linijo prireditev, ki jih zavidnost in prepoznavnost humanistike organiziramo na Filozofski fakulteti že od leta 2018 v okviru projekta Noč raziskovalcev s sloganom Humanistika to si ti, ki so ga v zadnjih letih zaznamovale teme človek žival in človek in umetna inteligenca. Od tod na pomen jezikov učiteljev dediščine tudi opominjamo s tematskimi leti. Vsako leto od leta 2010 naprej organiziramo tudi sejem akademske knjige Liberak z bogatim spremljevalnim programom in še bi lahko naštevala. Organizatorki v uvodu zapišeta, da je humanistika danes samoumevnost, kar lahko pomeni dvoje. Brez nje ne gre, po drugi strani pa jo sprejemamo kot nekaj običajnega, ne da bi to posebej cenili. Pa vendar humanistika in družboslovje sta in morata biti vest vseh preostalih znanstvenih področij. Zato si brez humanistike ne moremo predstavljati interdisciplinarnih projektov in raziskovalnih projektov nasploh. Kaj pa vidnost humanistike? Je tudi navzven tako vse prisotna, kot je videti navznoter. Ko smo v letu 2024 na Filozofski fakulteti praznovali 100-letnico rojstva zaslužnega profesorja dr. Naceta Šumija, so o njem posneli dokumentarni film Profesor na televiziji.
ki lepo prikaže, kako je profesor Šumi v 80. in 90. letih 20. stoletja kot gost in avtor oddaj na televiziji Slovenija predstavljal umetnostno-zgodovinske teme ter postal prepoznavna medijska osebnost. Danes tovrstnih oddaj ni več veliko. Še pogovorna oddaja Panoptikum TV Slovenija o aktualnih družbeno-kulturnih, kulturno-političnih, humanističnih, filozofskih in kulturoloških temah ter družbenih fenomenih se zaključuje s 4.12.2024. Pa vendar tako slovenska televizija kot radio ostajata zvesta humanistiki, predvsem z oddajami o jeziku, kulturi, pa tudi znanosti. Profesorji in profesorice naše fakultete in univerze so tam redni gostje. No, med drugim tudi v oddaji Razkošje v glavi. Ob današnjem simpoziju vam želim, da razkošje humanistike ne bi ostalo le v vaših, naših glavah, ampak da bi ga delili tudi z vsemi nami in širšo javnostjo, kakor to tudi sicer poskušamo pri naših predavanjih in prireditvah. Srečno! Spoštovana dekanja Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, hvala za spodbudne misli in ja, upamo, da bo šlo v tem smislu naprej. Sedaj pa, spoštovani, preidimo kar na posamezne humanistične študije in na konkretne nagovore kolegov, zakaj je zelo smiselno in seveda koristno študirati določene vede, določene študijske smeri, kaj prinašajo posamezniku in seveda družbi nasploh. Torej, vabim, to bodo 10-minutni nagovori, kot je bilo že rečeno, kot neke vrste iztočnice za poznejšo razpravo, h kateri ste seveda povabljeni. K mikrofonu vabim seveda prvo profesor dr. Nike Kocijančič-Pokorn, ki nam bo govorila o smislu učenja jezikov in pa seveda o smislu gojenja, prevajanja še naprej, kljub vsemu, kar imamo sedaj na razpolago. Hvala lepa. Kot ste videli iz programa, bomo nastopajoči so razporejeni po abecedi, po prvi črki svojega priimka. Edina izjema sva midve z Andrejo, ki nekako poskušava ukvirjati to srečanje. Kot je bilo že rečeno, na tem srečanju se ne mislimo neposredno odzivati na vedno bolj razširjeno prepričanje, da humanistike več nima smisla študirati, čeprav seveda priznamo, da nas je neprijetno presenetil upad vpisa na naše programe letos pomladi. Namesto tega se bomo posvetili bolj temeljnim vprašanjem. Eno od teh je, kaj bo, če humanistike na Slovenskem več ne bo, oziroma kakšen smisel humanistika in humanistično razmišljanje prinašata sodobni Sloveniji. Torej, spraševali se bomo o smislu ved, ki jih proučujemo, in o dejavnostih, ki jih tudi izvajamo ali pa jih raziskujemo. Zdaj, v mojem nagovoru se bom na kratko poskušala odgovoriti na vprašanje, ali je res potrebno dobro znati slovensko in to slovenščino uporabljati v različnih položajih, v različnih okoljih, a je res potrebno znati tuje jezike in ali potrebujemo ljudi, ki znajo prevajati. Če se najprej dotaknem tega jezika, ki ga včasih malce ponesrečeno imenujemo materinščina, ker ni vedno jezik tiste osebe, ki nas je rodila. Govorim o jeziku, ki je naš dom, ki predstavlja prostor, v katerem se lahko izražamo, mislimo, štejemo, sanjamo in ki kot nekakšna podzemna reka teče pod vsako našo rabo tujega jezika. Zdaj, slovenski jezik je v bistvu temeljno vprašanje slovenske identitete. Bom poskušala razložiti, zakaj. Skozi zgodovino smo namreč Slovenci stoletja živeli v večnacionalnih, večjezikovnih, večkulturnih političnih tvorbah, od Habsburške monarhije pa tja do predvojne in socialistične Jugoslavije.
Okroženi smo z večjimi jezikovnimi skupinami, italijansko, nemško, madžarsko in hrvaško, in zato je skozi zgodovino neizogibno prihajalo do kulturnih, pa tudi do narodnostnih mešanj. Zdaj, najbrž nihče izmed nas ne more z gotovostjo trditi, da nima niti enega prednika ali pa sorodnika, ki bi bil neslovensko govoreč. In zaradi tega je pogosto, še posebej ob razpadu teh večnacionalnih skupnosti, postala nacionalna identiteta stvar samodoločitve, samoidentifikacije posameznika. In večkrat izražala pa se je ravno v rabi slovenskega jezika. Rada dajem en primer, ki ga je zapisal Fran Miličinski, tukaj je živel par metrov preč na Wolfovi, v času razpada Avstro-Ogrske je pisal dnevnik. Oče mu je bil Čeh, z bratom je govoril nemško, sam se je imel za zavednega Slovenca in je zapisal, kakšna je bila Ljubljana leta 1918 ob razpadu Avstro-Ogrske. Ko je šel v službo na ljubljansko sodišče, je rekel takole, da je prisostvoval na neki razpravi, pravi, doktor Ambrožič je govoril nemški, Haufen pa ga je ogovarjal slovenski. To pomeni, da je pravnik z slovenskim priimkom govoril nemško, pravnik z nemškim priimkom pa slovensko. Kar kaže, da etnični izvor ni bil nujno tisti odločilni dejavnik pri odločitvi za neko najprej jezikovno, potem pa tudi seveda narodnostno pripadnost posameznika. Zato nas ne sme presenetiti, da je v bistvu v obdobju med vojnama skupina vodilnih slovenskih literatov in intelektualcev opredelila slovenstvo kot jezikovno-kulturno individualnost. Torej kot neko skupnost, ki jo veže skupna raba slovenskega jezika, ta pa se udejanja tako kulturno, znanstveno kot tudi teoretično. Ampak že takrat so vedeli, da pretirana osredotočenost na slovenstvo lahko vodi v neko omejenost, v neko občutje samozadostnosti. Oni so govorili celo o šovinistično-nacionalistični ozkosrčnosti. In ravno proti tej samozadostnosti pa se lahko borimo z znanjem tujih jezikov. Namreč vseživljenjsko učenje tujih jezikov nam omogoči vstop v tujo kulturo. Omogoči nam, da razumemo perspektive drugih in da tudi razumemo in uvidimo, kako drugi vidijo nas. Eden izmed takojšnjih učinkov znanja tujih jezikov je, da preusmeri našo pozornost, začnemo se zanimati za pojave, ki jih morda prej nismo niti opazili, in tudi lahko vidimo neke uvide, neke rešitve, ki so uveljavljeni v tujini in ki bodo morda lahko bili učinkoviti tudi pri nas v našem okolju. Drugi način borbe pa je prevajanje proti tej lokalni samozadostnosti. Francoski filozof Paul Ricoeur je konec 20. stoletja zapisal, da če želimo ohraniti Evropo, se moramo etično angažirati in se moramo truditi, da živimo dobro življenje z drugimi, za druge v okviru pravičnih inštitucij. In sicer tudi s pomočjo tega, kar on pravi, prevodnega etosa ali etike jezikovne dobrodošlice. Ta od nas zahteva, da sprejmemo drugega kot gosta v svoji sredi, da se odpremo njihovim jezikom, navadam, verovanjem, prepričanjem in vstopimo v dialog z njimi v našem domu. Torej, zanj je prevod dejanje strpnosti, s pomočjo katerega podiramo meje te svoje zamejenosti, spoznavamo pomene, ki so nam tuji, obenem pa ohranjamo svojo različnost, še zmeraj smo domačini. Ne? Torej, seveda vprašanje ostaja, a zato potrebujemo ljudi. A bi lahko to isto dejanje strpnosti izvedli stroji brez človeške intervencije? Zdaj, strojni prevajalniki in generativna umetna inteligenca, ki temelji na velikih jezikovnih modelih, ima mnoge prednosti, ampak tudi mnoge pomanjkljivosti. Dovolite mi, da omenim zgolj eno samo.
Ne znajde se najbolje v stiku z novim, še z neizrečenim, ker vam vedno ponuja rešitve na osnovi besedil, na katerih se je izurila. Torej, dokler bomo inovativni, dokler bomo poskušali izraziti nekaj, kar še ni bilo izraženo, dokler bomo konec koncev ljudje, bo človeška intervencija nujna, kajti smiselno ubesedenje novega, še neizrečenega in neznanega bo vedno domena ljudi. Torej, kaj delamo na Filozofski fakulteti? Počasi filamo zofe. Mislim, da več kot to. Posvečamo se proučevanju slovenskega jezika, jezika, ki nas določa, ki ga najtesneje povezujemo s pojmom doma, proučujemo literature in tuje jezike, ki nam dajo vpogled v drugost, v drugačnost, v drugačne perspektive. Konec koncev se ponavadi šele v stiku s tujim zavemo, kdo v resnici smo. In pa proučujemo in poučujemo prevajanje, ki pa je paradoksalno eden izmed najučinkovitejših načinov za ohranjanje slovenstva, ker nas odpira obenem navzven in ohranja naše bistvo. Torej, dovolite mi, da zaključim s citatom enega našega študenta romanistike, čigar smrt smo obeleževali en teden nazaj, Srečka Kosovela, ki je zapisal: pod sivo triglavsko steno počivamo, naše misli onstran. In moje globoko prepričanje je, da le z kreativno uporabo slovenščine, in to ne zgolj v domači kuhinji, z učenjem tujih jezikov, in to ne zgolj angleščine, in s prevajanjem bomo dovolili našim mislim, da se bodo dvignile onkraj sive triglavske sence. Hvala lepa. Najlepša hvala za ta prispevek. Torej, če pristavim malo svojega lončka, bi rekla takole, ja, znači nas lastni jezik, ki je hkrati, če ga dobro poznamo, tudi zelo dobro hvaležno izhodišče za boljše poznavanje drugih jezikovnih sistemov. In skratka, jezik, lastni jezik je lahko imenitna, plemenita, popolna izhodiščna referenca za poznavanje tudi drugih jezikov in za večjezičnost. Res hvala. Zdaj pa prosim izrednega profesorja Saša Jeršeta, da pove svoje stališče, torej z vidika seveda bolj zgodovinskih ved. Izvolite. Draga Andreja, draga Nike, drage kolegice, dragi kolegi, najprej lepa hvala Andreja in Nike za to povabilo in s tem za spodbudo k razmisleku o tem, kaj pravzaprav počnem, in hvala za priložnost, da to tudi vam danes povem. Na veliko vprašanje o smislu zgodovinske vede in s tem obenem humanistike bi želel odgovoriti s kratkimi, skromnimi odgovori na pet vprašanj. Kaj je zgodovina, kaj zgodovinopisje in kaj je preteklost, kaj je zgodovina, kaj spomin. Preteklost, zgodovina in spomin namreč niso ne ena in ista stvar. Kaj je zgodovina? Ko govorimo o zgodovini, govorimo o človeku. In ko govorimo o človeku, govorimo o tem, kakšen človek je, pa tudi o tem, kakšen bi človek lahko bil. Govorimo o človekovem smislu. Ni ga smisla onkraj človekovega smisla, ki je obenem smisel človeka. Smisel človeka je njegova svoboda. Zgodovina je znanost o človeku v času. A kaj je čas? Čas je eno izmed orodij, s katerimi človek in njegova skupnost, njegova družba, ureja svojo stvarnost, svojo sedanjo stvarnost,
pa tudi svojo preteklo in prihodno stvarnost. Sedanjost, preteklost in prihodnost v družbenem smislu tako niso različni časi, niso različne časovne jase smisla, kot je ob neki priliki pisal nemški sociolog Armin Nasehi, pač pa predstavljajo dva časovna modula, sedanjo preteklost in sedanjo prihodnost, ki sta nam na razpolago za urejanje naše vsakokratne sedanje stvarnosti. Ali rečeno drugače, v družbenem smislu preteklost in prihodnost sami zase ne obstajata. Svojim govorjenjem in s tem z delovanjem jo vzpostavljajo vsakokratni ustvarjalci stvarnosti, vzpostavljajo jo hkrati svojo sedanjostjo. Malo smisla ima tako pogovorno govorjenje o sočasnosti in nesočasnosti, smiselno pa si je uzavestiti sočasnost sočasnosti, sočasnost sedanjosti, preteklosti in prihodnosti. Sočasnosti pa je dodati še mesijanski čas, kot ga je le malo pred svojo smrtjo uvidel nemški filozof Walter Benjamin. Mesijanski čas je čas človeka s človekom v času, z drugim človekom v drugem času, čas spomina je resnicoljubnega in s tem odrešujočega, osvobojajočega spomina. To je čas, ko se sočasnosti zlijejo v trenutek v času onkraj časa. V mesijanskem času je vsaka sekunda duri, je pisal Walter Benjamin, skozi katere more stopiti Mesija. A mesijanskega časa ni videti najprej v teološkem, religioznem smislu, čeravno ga je mogoče videti tudi kot takšnega, pač pa v epistemološkem smislu, kot razsvetljenje, razodetje, kot apokaliptično spoznanje o sebi, o človeku v času, o človeku v vseh časih. Spoznanje je osrečujoče, kot je lahko osrečujoče le spoznanje, in je blaženost, kakršno lahko obeta le slutnja svobode. Možnosti zanjo se posebej na široko odpirajo v času skrajnih bivanskih leg, v času veselja in radosti in zanesenosti, v času žalosti, trpljenja in obupa, ki morajo postati izhodišče za odrešitev, osvoboditev od vseh leg in vseh časov. Na široko se nam tedaj mora odpreti nov čas, čas apokalipse, čas spoznanja, razodetja in s tem obetov svobode in s tem sreče. Mesijanski čas je čas apokalipse. A apokalipsa ni, kot se zmotno meni v vsakdanji rabi te besede, čas konca časov. Beseda apokalipsa v grščini pomeni razodetje, razsvetljenje. Apokalipsa je, prav nasprotno, nov čas. Apokalipsa je čas nove stvarnosti, čas razodetja je, razsvetljenja, čas svobode. Mesijanski čas je čas svobode, saj obeta svobode. Zgodovina je torej znanost za svobodo človeka. To je njen smisel. Kaj je zgodovinopisje? Zgodovinopisje je pisanje o zgodovini, naj je prilično ali neprilično. Pisanje o zgodovini, zgodovinopisje, pa je treh vrst: pragmatično, patetično in poetično. Pragmatično zgodovinopisje je pisanje o zgodovini z namenom odgovoriti na vprašanje, kaj se je zares zgodilo. In pragmatično zgodovinopisje, navadno, svoj odgovor na svoje vprašanje o tem, kaj se je zares zgodilo v preteklosti kot prividu, upreže v namene svoje sedanjosti kot političnega, ideološkega ali že kakšnega privida. In ga, svoj privid, skuša ali opravičiti ali podpreti, ali ga odklanja, zavrača, omalovažuje, ali se proti njemu ali zanj bori. Za pragmatično zgodovinopisje velja, da kdor zna, ta zna. Patetično zgodovinopisje je pragmatično zgodovinopisje, ki ob svojih spoznanjih o tem, kaj se je zares zgodilo v preteklosti kot prividu, neutolažljivo joka. Beseda patos v grščini pomeni jok, trpljenje, travmo. Patetično zgodovinopisje je pisanje o tem, kaj se je zares zgodilo v za nazaj ustvarjeni preteklosti, kot le žalostnem prividu v sedanjosti. Za patetično zgodovinopisje velja, da kdor joka, ta joka tja v en dan. In slednjič poetično zgodovinopisje.
Izraz si izposojam pri veliki francoski pisateljici in Nobelovi nagrajenki Marguerite Yourcenar, ki je sebe označila za l'historien poète. Poetično zgodovinopisje, seveda tudi poetično zgodovinopisje, piše o zgodovini, a ne gre mu za to, da bi odkrilo, kaj se je zares zgodilo. V namenu odkriti, kaj se je zares zgodilo, je namreč nekaj čudnega, čudaškega. To, kaj se je zares zgodilo, se pač odteguje našemu spoznanju v enaki meri kot to, kaj se zares dogaja. Če smo povsem iskreni, ne moremo nikdar reči, kaj se je zares zgodilo, kakor tudi ne moremo nikdar povsem gotovo reči, kaj se zares dogaja. Veliko pa lahko rečemo o človeku sredi dogajanja zato, ker smo sami človek sredi dogajanja. Poetično zgodovinopisje piše torej o človeku v dogajanju v času, o človeku v sočasnosti, sočasnosti sedanjosti, preteklosti in prihodnosti in s tem v mesijanskem času. Pragmatično zgodovinopisje je orodje, obrt. Patetično zgodovinopisje je v oviro, orodju in v breme obrtniku. Poetično zgodovinopisje je, naj si izposodim literarno bravuro Ivana Cankarja, slutnja zarje. Za poetično zgodovinopisje velja, da je slutnja zarje svobode. Kaj je zgodovina, kaj preteklost, kaj spomin? Zgodovina, preteklost in spomin niso ne ena in ista stvar. Razlike med njimi je mogoče povzeti v 12 utrinkih. Prvič, zgodovina je sedanjost o preteklosti, preteklost si je sedanjost, spomin je preteklost kot sedanjost. Drugič, zgodovina je spoznanje o preteklosti, preteklost je sedanjost kot spoznanje, spomin preteklost kot spoznanje sedanjosti. Tretjič, zgodovina je od vseh nas, preteklost ni od nikogar izmed nas, spomin je od tistih izmed nas, ki ga hočejo ali nočejo. Četrtič, zgodovina je za muzeje, preteklost je za v muzeje, muzeji so za spomin. Petič, zgodovino piše človek časa, preteklost človek v času, spomin čas v človeku. Šestič, zgodovina loči preteklost od spomina, preteklost spomin in zgodovino, spomin zgodovino od preteklosti. Sedmič, zgodovina je več kot preteklost, preteklost več kot zgodovina, spomin več kot preteklost in zgodovina hkrati. Osmič, zgodovina govori le, kar ve, preteklost vse, kar ve in ne ve, spomin govori vse. Devetič, zgodovina mora, kar more, preteklost more, kar more, spomin more, kar mora. Desetič, zgodovina ima državo, v državi je preteklost, država ima spomin. Enajstič, zgodovina preteklost razlaga, spominu gre za to, da ju spreminja. 12. Jaz sem zgodovina, ti si preteklost, pravi spomin. Humanistika so znanosti za svobodo človeka. To je njihov smisel. Hvala lepa. Hvala lepa profesorku Sašu Dešetu za to razmišljanje. Seveda je humanistika z vidika posameznika predvsem vredna z vidika tega, če mu krepi samozavedanje, soodgovornost in vsedanje kritičnost. To kot epizodni nosilci zgodovine si želimo vsi pomagati, vsaj pomagati. Zdaj pa, če dovolite, bomo predvajali prispevek oziroma razmišljanje o smislu branja profesorja dr. Mihe Kovača. Danes ga ni z nami, zato dovolite, da vam
in samo kar posnetek predvajamo. Naj začnem z malce nenavadno trditvijo. Če knjig včasih zaslonskih tehnologij ne bi bilo, bi si jih morali izmisliti. To trditev je na kratko najlažje pojasniti s pomočjo miselnih sistemov 1 in 2, kot jih je razvil ameriški psiholog Daniel Kahneman. Sistem 1 je hiter, intuitiven, impulziven ter deluje samodejno, pogosto čustveno in brez napora. Z njegovo pomočjo upravljamo številne banalne dnevne dejavnosti, kot so vožnja avtomobila, prepoznavanje obrazov znancev, nakupovanje vsakdanjih potrebščin in podobno. Če denimo na cesti srečamo osebo s srepečim pogledom in sekiro v roki, se ji bomo avtomatično in brez razmisleka raje izognili, se bomo predpostavili, da je nevarna. Čeprav gre morda zgolj za miroljubnega profesorja filozofske fakultete, ki se po mučni seji senata odpravlja v bližnji gozd nabirat suhljad. Takšen kognitivni avtopilot je v kompleksnem svetu, v katerem živimo, nujen. Toda težava je, da nas sistem 1 pogosto ujame v predsodke, pristranskosti in logične napake. Če svet vrednotimo zgolj z njegovo pomočjo, se nam tisto, kar vidimo, zdi trdno, večno in neizpodbitno. Pred 100 leti so bili na primer skoraj vsi uspešni pisatelji moški. Podobno kot danes moški vodijo zagonska podjetja, ki so sprožila revolucijo umetne inteligence. Pred 100 leti je zato marsikdo samoumevno sklepal, da ženske niso sposobne ustvariti velikih literarnih del, podobno kot danes nekateri mizogini menijo, da vodenje in razvoj podjetij, ki premikajo meje na področju umetne inteligence, ni za ženske. Še več. Če bi analizirali nacionalno pripadnost dobitnikov Nobelove nagrade za literaturo in ljudi, ki premikajo meje na področju digitalnih tehnologij, bi se lahko hitro dokopali do sklepa, da Slovani, da o Slovankah ne govorimo, niso ravno inteligentni in ustvarjalni ljudje. Da bi razumeli, da so tovrstne neenakomerne, spolne in etične porazdelitve posledica specifičnih zgodovinskih in kulturnih okoliščin ter pristranskosti, ne pa posebnosti delovanja človeških možganov, moramo vključiti miselni sistem 2, ki temelji na logičnem sklepanju, zahteva napor in zbranost, predvsem pa kar nekaj ponotranjenega znanja v svetu okoli nas. Z drugimi besedami, pri delovanju sistema 2 ne gre za kopičenje informacij, ampak za to, da iz teh informacij ustvarimo znanje s pomočjo analitičnega in kritičnega mišljenja. Slabost delovanja sistema 2 je, da zahteva precejšen mentalni napor. Razlikovanje med sistemom 1 in sistemom 2 se lepo odraža tudi v sodobni medijski krajini. Ko se denimo potapljamo v družbene medije na zaslonskih napravah, smo večinoma na področju sistema 1, medtem ko pri poglobljenem branju daljših, zahtevnejših besedil uporabljamo in urimo sistem 2. Ko je bila Slovenija država gostja na Frankfurtskem knjižnem sejmu leta 2023, je bil eden od pomembnih delov njenega programa Manifest o branju na višji ravni, ki smo ga pripravili Andrej Šuler-Cvirlajn, Ane Mangen, Adrian van der Wel in jaz. Branje na višji ravni smo, poenostavljeno rečeno, urisali kot zmožnost razumevanja, da obstojijo različne vrste branja in medijskih interakcij. Če denimo takrat, ko brskam po spletu in tam spremljam vse mogoče vsebine, razumem, da s tem ne ustvarjam poglobljenega znanja v njih, je to razumevanje del branja na višji ravni. Toda del branja na višji ravni je tudi vednost v tem, da poglobljeno znanje lahko pridobim predvsem z branjem kompleksnejših in običajno tudi daljših knjižnih vsebin. Tako branje ima številne koristne kognitivne učinke, saj z njim urimo potrpežljivost in zbranost, širimo in poglabljamo besedišče, se navajamo na kompleksnejše stavčne strukture, v branju literarne fikcije pa razvijamo tudi sposobnost prevzemanja perspektive drugih in empatijo. Pri tem je potrebno posebej poudariti, da nima vsako knjižno branje tovrstnih pozitivnih učinkov. Pri branju, ki je zgolj za užitek in zabavo, jih je bistveno manj. Seveda empatije in analitičnega mišljenja ne bi razvili niti, če bi obsesivno brali zbrana dela Hitlerja in Stalina. Ključno vprašanje našega časa je, kako najti pravo ravnovesje med zaslonskimi in besedilnimi mediji, kot so knjige. Seveda so digitalni mediji izjemni. Ogromno so prispevali k širjenju človeškega znanja in močno olajšali medčloveško komunikacijo.
Še več, to, da so se vsi analogni mediji, kot so film, radio, televizija, časniki, revije in knjige, zleli v eno samo žepno napravo, cenovno dosegljivo vsakomur, je naravnost genialno. Težava nastane, če začnemo verjeti, da lahko zaslonske dejavnosti brez branja tiskanih besedil sami po sebi razvijajo naše sposobnosti logičnega in kritičnega mišljenja. Ne poznam namreč nobene raziskave, ki bi to dokazala. Široko besedišče, sposobnost prevzemanja perspektive drugega, strateško mišljenje ter razumevanje in tvorjenje kompleksnih stavkov, vse te sposobnosti pridobimo predvsem z branjem daljših in zahtevnih besedil. Skratka, zato, da ubesedimo in razumemo naš kompleksen in zapleten svet, kratko in malo potrebujemo knjige. Na to na malce paradoksen in sledko prej nezaveden način opozarjajo tudi ključni igralci na področju umetne inteligence, kot sta denimo Mustafa Sulejmani in Elizer Jutkovski, ki takrat, kadar želijo zares pojasniti to, kar počnejo, o tem pišejo knjige. Da branje daljših zahtevnih besedil ni le kaprica nekaj ekscentričnih humanistov, ne nazadnje govori tudi nekaj pomembnih globalnih raziskav. Raziskava PIAAC, ki meri bralno pismenost odraslih, kaže, da je v mnogih razvitih državah na višjih stopnjah bralne pismenosti le še od 3 do 6% ljudi. In obratno, pod ravnijo 3, kjer začne šepati razumevanje daljših besedil, je v takih državah praviloma več kot 60% prebivalstva. Ta podatek je zanimiv predvsem zato, ker imajo države z višjim odstotkom bralno pismenih ljudi tudi precej višji indeks inovativnosti, kot ga meri Svetovna organizacija za intelektualno lastnino. Še več. Vsaj kar zadeva Evropo, imajo države z višjim odstotkom bralne pismenosti tudi višjo stopnjo demokratičnosti, kot jo merita Freedom House v Združenih državah Amerike in Videm inštitut na Univerzi v Göteborgu. V enem stavku rečeno, bolj kot ima neka država bralno pismeno prebivalstvo, bolje ji gre. To seveda opozarja tako na problem in vlogo izobraževanja v posameznih družbah, pa tudi na same bralne navade. Toda raziskava PIAAC je opozorila tudi na to, da sama formalna izobraženost ni garant bralne pismenosti. Rezultati so namreč pokazali, da so v 19 državah članicah OECD univerzitetni diplomanti slabše bralno pismeni kot finski gimnazijski maturanti. To pomeni, da je v teh državah prispevek univerz k bralni pismenosti pod ravnijo finskih srednjih šol. Slovenija sicer v zadnji raziskavi PIAAC iz težko razumljivih razlogov ni sodelovala. Glede na rezultate raziskav bralnih navad in glede na rezultate raziskave PISA, pa lahko domnevamo, da bi bil rezultat podobno slab kot v nam podobnih državah, kot so denimo Španija, Slovaška in Hrvaška. Zato je skrajni čas, da o kakovosti univerz nehamo razmišljati le skozi prizmo števila podeljenih diplom, pridobljenega raziskovalnega denarja in anketo o zadovoljstvu študent in študentov, ampak tudi skozi prizmo njihove bralne pismenosti. Skrajni čas je tudi, da se nehamo ukvarjati s tem, kako po celotni vertikali narediti izobraževalni sistem čim bolj igriv in enostaven, ampak da namesto tega začnemo znova ceniti miselne napore, humanistiko pa spremenimo v bistveno bolj zahteven in naporen študij, kot je zdaj. Ali če se vrnemo k jeziku Daniela Kahnemana, za uspešen razvoj digitalne civilizacije potrebujemo čim več ljudi, ki imajo visoko razvitost sposobnost mišljenja v sistemu 2. Ljudje, ki ne znajo misliti z umetno inteligenco, ne bojo znali narediti nič pametnega. Zato moramo razumeti tudi to, da si bi knjige v digitalni civilizaciji kot mediji morali izmisliti, če ne bi že obstajale. Sedaj sledi vidik arheologinje, predstavlja ga bo docentka doktorica Ina Milanec. Hvala, lep pozdrav, hvala vam za to povabilo in priložnost, da lahko širši javnosti predstavimo, kdo smo in kaj počnemo arheologi.
Arheologija je časovni stroj. Pelje nas med naše korenine, dobesedno razgrinja preteklost in s tem kompleksnost naše identitete. Kdo smo, odkot prihajamo in kam gremo. Ampak, ko spoznavamo prednamce, vedno spoznavamo predvsem sebe. Ponovno nas obsedajo demoni, ki jim posebej ustreza, da se delimo na mi in drugi. Če opazujemo človeštvo na tako dolge proge, kot to počnemo v arheologiji, je pravzaprav precej smešno, kako vedno znova nasedemo na istih čereh. Kako absurdno ljudje predalčkamo vsakič, ko nas je strah novega, neznanega, drugačnega, nerazumljenega. Arheologija pokaže, da se naša človeškost in naša krutost odvedno del nas, da se v bistvu ne spreminjamo in da se moramo za svojo človeškost vedno znova boriti. Arheologija nam postavi ogledalo, izlušči, kar je v nas prvinsko človeškega in s tem gradi mostove med nami in drugimi. Arheologija osmišlja in kontekstualizira sedanjost. Ko stojite, na primer, na točki s čudovitim razgledom ali če imate kar naenkrat zlomljeno srce, ste se kdaj vprašali, koliko ljudi pred nami, pred vami je že gledalo iste gore, čutilo isto veselje, isto žalost, isto začudenje, isto strah, isto jezo, isto bolečino, isti obup. Arheologija nas uči prepoznavati univerzalnost, ki nas povezuje. Verjetno kdaj zaidete v muzej. Videli ste, koliko se sandali nekega faraona ali pa nekega rimskega vojaka v resnici razlikujejo od vašega novega modela za pomlad, poletje 2026. Ste videli, kako fascinantne so na primer jamske slikarije? V vsaki natančno podobljeni mišici ali v vsakem detajlu kožuha neke živali na steni se spogledate direktno, neposredno z njim ali pa z njo, ki je to naslikal ali pa naslikala. 10 tisočletja med vama takrat ne obstajajo. Arheologija šepeta, tudi ko zgodovina še molči in dviguje obrvi, ko glasovi iz preteklosti namerno zavajajo, česar tudi nismo izumili šele pred kratkim. Brez arheologije si ljudje lahko domišljamo, da strašno napredujemo. Celo do medijev, na primer, je seglo, da pri raziskavah našega izvora arheologi zadnje čase sodelujemo tudi z genetiki in z mnogimi naravoslovci. Skupaj najprej razstavljamo in potem sestavljamo sloje podatkov o življenju in o naših identitetah. Humanistika ni nasprotje naravoslovja, tehnike in digitalnega, ampak je in mora biti njihova tesna sodelavka. Samo skupaj lahko kljubujemo poskusom manipulacije in razdvajanja z zlorabami zgodb iz preteklosti, ki so znana stvar. Slišali smo, Slovenci smo tisti, ki govorimo slovensko. Arheologi vam lahko zatrdimo, da nam narodnega ponosa ni potrebno graditi na izmišljenih zgodbah, ker je bogatstvo zapisa preteklosti v prostoru, kjer živimo, več kot odtehta vse piramide in kralje, ki jih mogoče kdo pogreša v naši zgodovini. Prostor in naši sledovi v njem ostaja. Ljudje smo tisti, ki prihajamo in odhajamo. Arheologi zato vidimo, da dediščina v resnici pripada vsem, ki z njo živijo. In to je še ena stvar, ki nas združuje. Arheologija pomirja, zato ker vodi tja, kjer se najdemo vsi. Brezčasno je na primer domotožje v pismu vojaka, bolečina staršev, ujeta v igrački v grobu otroka, strah velikaša pred minljivostjo in pozabo, ki sta zapisana v slavoloku, ali pa ljubezenska prisega, ki je skrita v enem kosu nakita. Arheologija rekonstruira pripoved o nas samih, o našem smislu. In brez smisla smo izgubljeni in osamljeni. Arheologija nas svari pred napuhom, nas opozarja, česa vsega nismo izumili šele mi, ampak mi davno tega. In davno pred atomsko bombo smo odkrili skrb za sočloveka. Humanistika je bila z nami tudi preden so znašli parni stroj in bo z nami tudi, ko bo zmanjkalo elektrike. Hvala. En spomnik, da je humanistika res tista izhodiščna baza tudi za vse ostala področja, za vse ostale vede, recimo tudi za naravoslovje in tako naprej. Smisel študija klasičnih jezikov in književnosti nam bo svojega vidika predstavil izredni profesor David Molin.
Spoštovana dekanja, spoštovani kolegi, spoštovane kolegice. Vprašanje o smislu je eno tistih lakmusovih vprašanj, ki ne govorijo samo o obravnavanem predmetu, temveč tudi o človeku, ki vprašanje zastavlja in o času, v katerem je zastavljeno. V tipkopisu, ki ga danes hrani rokopisna zbirka NUK, si ga je denimo konec 50-ih let zastavil Anton Saure. Citiram. Ob silovitem tempu, s katerim napredujejo danes tehnične vede, v času, ko se človek uspešno pripravlja na okupacijo sončnega sistema, pravzaprav nikar čudno ni, da je humanistična izobrazba pri nas znova prevzela vlogo daritvenega jagnjeta, ki naj se zakolje na oltarju prirodoznanskih disciplin. Kakšen smisel ima, slišimo zabavljati, da naša družba troši denar, zlasti pa dragocene delovne moči, ki bi jih koristneje porabili na drugih področjih za spoznavanje pred tisoči let izumrlega sveta. Sauretovo razmišljanje je bilo kamenček v veliko širšem mozaiku. Bojan Baskar je objavil celo študijo z naslovom Latinščine, prosim, kjer je analiziral vrsto sorodnih prispevkov, od Georga Wilhelma Friedricha Hegla do Josipa Tominška, od Kajetana Gantarja do Primoža Simonitija. Njihovi in mnogi drugi odgovori so mikavni prav v svoji različnosti, s katero pričajo o stroki, ki se ves čas prenavlja. Ovidi, avtor Metamorfoz, bi najbrž rekel, da se nenehno preobraža. Saure je smisel študije antike videl v 3 momentih, kot je napisal. Zanj so bili to znanstveni, kulturni in vzgojni moment. Znanstveni zato, ker ni dediščina antike še niti približno raziskana in ker jo nove najdbe razsvetljujejo z vedno novo lučjo. Kulturni zato, ker bi odpravljati antiko iz kulturnega življenja pomenilo žagati vejo, na kateri sedimo. Citiram, to trdim ob polni prisebnosti in odkritosrčno želim, da bi se odločilni krogi zamislili ob tej metafori. Ni težko uganiti, kaj je imel Saure v mislih, pisal je leto dni po reformi, ki je leta 1958 pohabila gimnazijo. Citiral je literarnega zgodovinarja Ivana Prijatelja, da je bila antika vsem velikim dobam zlat korektiv zoper mlado zaletelost in staro okorelost. Najbolj pa se je razživel ob vzgojnem pomenu. Napisal je, da je učenje latinščine nenadomestljivo sredstvo za logično šolanje duha in se spomnil, kako ga je direktor ptujske tovarne za čevlje, Saure je po prvi vojni učil na Ptuju, dunajski Nemec, po prvi svetovni vojni vabil, naj pride k njemu v službo. Sie haben, je dejal, die klassische Schulbildung hinter sich und verfügen daher über ein trainiertes Gehirn. Und die Industrie braucht trainierte Gehirne. Za seboj imate klasično izobrazbo in zato razpolagate z izurjenim umom. Industrija pa potrebuje izurjene ume. In ker je Saure to pisal v 50-ih, je zraven dodal. Mož je kljub svoji kapitalistični ideologiji pravilno ocenjeval vrednost klasične izobrazbe. Zgodbica mogoče komu zveni naivno. Mene je takoj spomnila na obisk predstojnika klasičnih študij v Edinburgu, ki me je pred leti prosil, naj mu razkažem Plečnikovo Ljubljano. Pod klasičnimi arkadami tržnic sva se razgovorila o njegovem oddelku. Povedal je, da imajo kakih 300 študentov. Na moje gorenjsko vprašanje, kje dobijo službo, je s stvarnostjo Škota odgovoril, da s tem nimajo težav, da jih največ zvabijo banke in zavarovalnice, ker so ugotovile, da so njihovi diplomanti natančni, analitični in da se hitro učijo. In da to, česar ne vedo o financah, osvojijo v nekaj mesecih. Sauretova optika je obarvana s patino desetletij. In radovednost mi ni dala, da je ne bi uravnotežil z novejšim prispevkom iz tega žanra, s knjigo z naslovom Govor o klasikih, ki jo je Mary Beard, zaslužna profesorica na Univerzi v Cambridgeu, objavila pred nekaj tedni. V njej se norčuje iz tarnanja nad položajem klasičnih študijev in navaja primere te retorike skozi več kot stoletje. Če pričajo o čem, pravi, pričajo o določeni institucionalni hipohondriji. Kot bi rekel Mark Twain, so bile doslej še vse govorice o smrti področja močno pretirane. Skeptična je do oživljanja klasičnih zgledov s političnimi konotacijami.
O ljudeh, ki so 6. januarja 2021 med napadom na Kapitol mahali z zastavo z Leonidovim geslom Molon labe, pridi in si vzemi, si misli svoje. In hkrati je skeptična do kolegov, ki jim reče požigalska druščina, ter njihovega zgražanja nad stroko kot preveč belo, preveč razredno ali kolonialno kontaminirano. Teh etiket je veliko in se hitro spreminjajo. Avtorica zapiše, da se antika ne pusti zlahka mobilizirati ne na eno, ne na drugo stran današnjih kulturnih bojev. Če kaj, potem odpira oči in omogoča drugačno perspektivo, ko starodavno svetlobo osvetljuje tudi nove probleme. In vloga učiteljev je tu nenadomestljiva. Njena argumentacija je zelo drugačna od Sovretove, vendar bi se najbrž z njim dobro razumela. Všeč mi je anekdota v knjigi z neke okrogle mize. Nekdo iz občinstva je na koncu zastavil zelo temeljno vprašanje s priokusom po Santajani. Ali se iz preteklosti lahko učimo? Profesorica se je na široko razgovorila o tem, kako raznotere možnosti za samorazumevanje nam ponuja preteklost, hkrati pa prav tako na široko problematizirala idejo, da so lekcije te preteklosti jasne in neposredno uporabne. Toda na koncu se ji je zazdelo, da je bolj zadev njen sogovornik za isto mizo, ki je odgovoril zelo na kratko. Iz česa pa bi se še lahko učili? Nečesar drugega nimamo. To razmišljanje mi je blizu. Smisel študija je bil zame vedno otipljiv. Tudi zato, ker sem od blizu spremljal njegove učinke. Ko sem se pred 3 desetletji vpisal na univerzo, smo imeli na voljo le bradačev latinsko-slovenski slovar na 600 majhnih straneh, ter knjižnico, ki si je še vedno poznalo, da je med vojno zgorela. Danes delamo v seminarju z Vistalerjevim velikim latinsko-slovenskim slovarjem, ki ima več kot 4100 precej večjih strani. In ker je digitaliziran, ga imamo vsi kar v žepu. To ni majhna stvar. Tako kvalitetne latinske slovarje najdeš v angleščini in v nemščini, ter v večjih romanskih jezikih. Potem se počasi neha. Da ga imamo v slovenščini, je razkošje. Študenti nosijo v istem žepu tudi grško-slovenski slovar, pa s pomočjo Nukovega mrežnika vso grško in latinsko književnost v kritičnih izdajah, ter morje enciklopedij in literature. Projekt o zgodovini slovenskega literarnega prevoda je pred kratkim predstavil pravo eksplozijo novih prevodov iz antike. Na oddelku izhajata 2 znanstveni reviji, ki ga povezujeta s slovenskim in mednarodnim prostorom. In naslednji teden bomo imeli v Ljubljani poletno šolo Evropskega magisterija iz klasičnih kultur, konzorcija 14 univerz, v katerem je ponoven tudi naša. Študentom je to odprlo vrata do dvojnih magisterijev in do sodelovanja s 14-krat več potencialnimi mentorji in specialisti za posamezno temo pri pisanju magistrske naloge. Tega prejšnje generacije preprosto niso imele. Gre za posledice trdega dela in smisel tega početja zame ni le abstrakten, temveč je tudi merljiv. Toliko ga je, da lahko na to smisel najdem še kje drugje. Denimo v lucidni potezi naših predhodnikov, da so v 90-ih letih pred stavbo univerze postavili antično figuro Evrope, ki se izteza navzgor proti svetlobi in soncu. Več kot očitno si niso delali iluzij glede administrativnih ovir pri tem početju, saj so dali zraven bika, ki skuša to dinamično iskalko ravno pred direktoratom zgrabiti za noge in jo potegniti dol. Kadar stojim pred to mojstrovino Franceta Kralja, nehote postanem dobre volje. Sam ne vem dobro zakaj. Malo najbrž zato, ker mi izkušnje z antičnimi teksti vsakič znova pomaga pri razbiranju kompleksnejšega smisla v enem najbolj večpomenskih kipov v mestu. Malo pa tudi zato, ker je z naslonitvijo na izročilo, ki jo povezuje z drugimi evropskimi univerzami, dobila nekaj več smisla tudi ustanova, pred katero ta kip stoji. Hvala. Medklic, torej dokazano humanistično in
izurjeno razmišljanje zelo dobro streže tudi trženju. Tam ste lepo dodali lepe primere duhovito. Torej, dovolite še vidik muzikologije, predstavil nam ga bo profesor dr. Gregor Rupe. Lep pozdrav vsem prisotnim. Ko sem snoval to razmišljanje, sem se zelo spraševal, komu bo namenjeno in ugotovil sem pravilno. Namenjeno je pravzaprav nam samim. Zato pravzaprav je ta premislek namenjen vam, kolegom, in upam, da bo pometel s tistim starim predsodkom, s katerim je senat Filozofske fakultete sprejel muzikologijo na Filozofsko fakulteto, in ta predsodek je bil: ti poslušaj, a se ne bo preveč slišalo nabijanja klavirja v tretje nadstropje. Glasba nas danes spremlja praktično na vsakem koraku in najrazličnejših življenjskih okoliščinah. Hočeš ali nočeš, nas spremlja v nakupovalnih centrih in gostinskih lokalih, razlega se z rojstnodnevnih zabav in pogrebov, zaznamuje državne proslave in religiozne obrede, poslušamo jo v prostem času, nekaterim je ventil za izražanje čustev, posameznikom medij, v katerem udejanijo svojo kreativnost. Prav takšna vse prisotnost daje občutek njene univerzalnosti, ali če povzamemo z razširjeno krilatico, medtem ko moramo poezijo prevajati in tarnamo nad tem, koliko ostaja v prevodih izgubljenega, glasbo razumemo prav vsi, ne glede na raso, materni jezik, spol, versko in politično prepričanje. Ampak ali je res tako? Bom tvegal in priznal, da so žanri glasbe, po katerih ne doživljam in ne čutim ničesar, še več, če bi se le dalo, bi jih kako utišal. Nekakor ne morem deliti euforije s fani death metal glasbe, a jih hkrati najbrž res, da prav ti isti fani ne doživljajo prav ničesar ob Schönbergovih godalnih kvartetih, ki jih zlahka poslušam sam. Hočem povedati, glasba še zdaleč ni univerzalni jezik, kar je povezano z njenimi različnimi kodi in socialnimi konteksti. Kode bi poenostavljeno lahko razumeli kot načine spajanja glasbenega materiala in sisteme, kako se nanje lepi semantična vrednost, medtem ko socialni kontekst določa predvsem sistem vrednot, ki jih glasba in okolje, ki jo ustvarjen sprejema, prenaša. Obok kodu in socialnemu kontekstu se postavlja še funkcija glasbe oziroma različnih glasb. Najbrž obstaja velika razlika med glasbo, ki brni v ozadju nakupovalnega centra in katere poglavitna naloga je, da bi nas svojo prijetnostjo nekako čim dlje zadržala v teh mamljivih sobanah, nastopom Taylor Swift, na katerem bom spoznal, kako se borim proti ljubezenskim razočaranjem, petjem korala med mašo, glasbo v nočnem lokalu, za katero želim, da mi v gibanje požene celotno telo, torej da glasbo eksplicitno čudim s telesom, ali poslušanjem simfonije Čajkovskega. Tudi na to redno pozabljamo in se raje zatekamo k drugi korelaciji. Ni takšne ali drugačne glasbe, je samo dobra ali slaba glasba. Vse to so pomembna izhodišča, če se zavedamo, da je glasba kot vse prisotno trdno vpeta v družbo in naša življenja in da je nasploh od nje težko pobegniti. Izrazito pomembna je v času odraščanja, torej adolescence, ko mladostniku ponuja možnost za odmik od vsakdanjih težav in tudi priložnost za identitetno nalepko, s katero se odmakne od pozicij, ki jih je prej sprejemal pod starševsko protekcijo. Podatki o tem, koliko glasbe poslušajo mladostniki, so neusmiljeni. Že med 10-letniki 1/4 posluša glasbo vsaj 4 ure dnevno, v času srednje šole pa naj bi dijaki porabili približno 10.500 ur za glasbo, kar pomeni, da ukvarjanje z glasbo postane osrednja aktivnost adolescenta. V najbolj občutljivem obdobju našega življenja glasba prevzame vlogo našega osebnostnega in vrednostnega oblikovanja, zaradi česar bi bilo mogoče trditi: povej mi, kakšno glasbo poslušaš in povem ti, kdo si. Takšno misel pa se da še bolj posplošiti. Povejte mi, kakšno glasbo posluša določena družba in povem vam, kakšna je ta družba. Če tej formuli zaupamo, potem verjetno odpade potreba po razpravljanju o tem,
kakšen smisel ima muzikologija v sodobni družbi, saj je očitno, da lahko razgalja logiko funkcioniranja družbe in njene osnovne vrednote. Bolj je vprašljivo, ali so nam odgovori, ki jih muzikologija lahko daje, prijetni, jih določen del družbe želi slišati. Ali se res ni veliko bolje na popotovanju odpraviti s prijateljem optimistom, katerega sonce sveti prav vsak dan, kot s tistim kritičnim pesimistom, ki opozarja na težave, odkriva probleme, z nezaupanjem pogleduje v prihodnost. Nelagodje, ki ga najbrž humanistika predstavlja družbi 21. stoletja, je predvsem njena kritična naravnanost. Ampak ali je humanistika lahko drugačna? Kakšno glasbo posluša naša družba? Po zadnjih analizah so žanri, ki zadovoljujejo najširši spekter Slovencev, pop, sledimo rock glasba in nato narodno zabavna glasba. Vsi ti žanri dosegajo 50% in več poslušalcev Slovenije. Nato se pa delež že močno spusti pri poslušalcih hip-hop in trap glasbe, to je po 20%, elektronske in elektronske plesne glasbe, najmanjši delež pa zasedajo tisti, ki poslušajo popularno glasbo, ki jo izdajo neodvisne založbe, jazz in tako imenovano klasično glasbo, tam okrog 10%. Ni časa, da bi šli globlje v glasbeno bistvo posameznih žanrov. Najbrž pa je vse na površini mogoče razkriti, da se največ posluša tiste žanre, ki so v svoji gradnji, materialu in sporočilnosti najbolj standardizirani, ki se torej najjasneje držijo sprejete, uspešne šablone in najmanj so poslušani tisti žanri, katerih dela skuša izstopati iz šablon. To se da povedati tudi drugače. Največ se posluša tista glasba, katere kodi so sorazmerno enostavni in se jih da naučiti izkušenjsko. Sprav večina Slovencev, ki posluša glasbo, vendarle ni hodila v glasbeno šolo. In najmanj tista, katere glasbeni kodi so težje razumljivi brez večletnega vodenega učenja. Najbrž ob tem ni nepomembno, da so med žanri, ki kvantitativnem pogledu prevladujejo tisti, ki so vokalno-instrumentalnega značaja, kjer se torej poje in imamo pravka z besedilom, ki lahko služi kot direktni, vsem razumljivi semantični označevalec, med manj poslušani žanri pa instrumentalni, kjer ostanemo brez takšne besedilno-semantične opore in je torej pot do vsebine glasbe bistveno bolj abstraktna. Zadnja beseda, abstraktno, je pomenljiva. Zanimivo se zdi, da tudi v sodobni likovni umetnosti prevladuje občutek, da je tako imenovana abstraktna umetnost nekako pase, da njeno mesto zasedata na eni strani konceptualna umetnost, ki skoraj nujno za svoje razumevanje potrebuje besedilni koncept, torej direktno semantično spodbudo, na drugi strani pa je značilna vrnitev figuralike, ki lahko gledalca nagovarja z bolj jasno ikonografsko, torej tudi semantično močjo. Abstraktno mišljenje je v dobi, ki na pedestal postavlja pragmatično, odveč, ne zdi se, da bi imelo kakšno uporabno vrednost. In prav ta točka, uporabna vrednost, je v resnici nekoliko manj celofan zavito prepraševanje smisla humanistike. Namreč prevladuje občutek, da smisla onkraj uporabne vrednosti ni, pri čemer je seveda sama beseda smisel dvojna, saj jaz jo tako razumem. Po eni strani zaznamuje vsebinski pomen, po drugi pa utemeljenost nekega početja. V dobi, kjer hitrost prevladuje nad globino in površina nad vsebino, postaja problematično predvsem slednje, torej utemeljenost. Žanri glasbe, ki prevladujejo v sodobni družbi, so vsi po vrsti prvenstveno namenjeni hitri potrošnji, ki ne vključuje potrebe po razbiranju novih kodov, semantičnih podtonov, širše refleksivnosti. V tem pogledu seveda takšna glasba ni veliko drugačna od hitre prehrane, hitre mode, kot šabloniziranja in kopiranja visoke mode, tudi ne hitrih zmenkov, katerih končni cilj se vendar zdi one night stand in ne poroka. Zanimivo sicer je, da že obstajajo državne smernice o prehrani, da obstajajo dokumentarci, ki svarijo pred pogubnostjo hitre prehrane, enako si je mogoče gledati filme, ki razgaljajo vso socialno bedo hitre mode. Ne spomnim pa se podobnih prispevkov instantnih glasbenih preparatih, danes že pogosto modeliranih s pomočjo umetne inteligence. Tega zadnjega vprašanja zato ne namenjam širšemu nehumanističnemu občestvu, ampak kar nam samim. Zakaj teh simptomov ne prepoznamo v glasbi?
Zakaj se zdi povsem logično, da maturant piše literarni oziroma interpretativni esej, povsem utopična pa se zdi možnost, da bi enako lahko počeli tudi slikarskimi ali glasbenimi umetninami. Pri čemer, kot smo spoznali, mladostnik veliko več posluša kot bere. Ali ga ne bi bilo smiselno oborožiti tudi znanjem za poslušanje, da bo znal ločiti zrna od plevela? Še več, ali ni morda prav glasba prva, ki jasno izrisuje tegobe sodobne družbe, natančno tiste, ki so nas pripeljali do točke, ko moramo razlagati smisel našega obstoja, početja, misli. Zato se ne bojim toliko za muzikologijo, za njen smisel kot tolmača sodobne družbe in kritičnega kronista zgodovine, kot se bojim za glasbo. Seveda tvegam, da bom svojim prispevkom izpadel izrazitno in obupno konzervativen, za časom in za luno. Toda ali ni v resnici tako, da tisti, ki bo v sebi izrekel takšno sodbo, v resnici misli nekoliko prehitro in preveč pragmatično in da bi veljalo vendarle premisliti globlje in tehtneje. In da je prav slednje smisel humanistike in seveda tudi muzikologije. Poslušati dlje, globlje in kritično. Hvala. Danes tukaj v teh hektičnih dneh samo prepričujemo. Ne vem, lahko ugotovimo, da v našem primeru danes nam je koristna podpora tehnologija, ker so nam obljubili, da bodo vsi prispevki, tudi bodo seveda, ustrezno posneti in si bodo ljudje lahko naknadno preposlušali oziroma ogledali. Hvala lepa. Torej, o smislu literarne vede oziroma o poslanstvu literarne vede bo razmišljal profesor dr. Vid Smol. Spoštovani gospe in spoštovani gospodje, kolegi z drugih fakultet Ljubljanske univerze, ki naj bi bili, kot sem razumel, danes prvotno občinstvo oziroma poglavitno občinstvo. Bil sem povabljen, da govorim o smislu vede, s katero se ukvarjam, tako kot kolegi z moje fakultete, da spregovorijo vsak o svoji vedi. Na začetku moram reči, da je vprašanje o smislu ved, s katerimi se ukvarjamo, težko. Morda ne veliko manj težko, tudi če se vam bo to slišalo nekoliko pretenciozno, kot vprašanje o smislu življenja. Odgovor na katero, če je kratek, lahko zveni lehko, kajti pri kratkih odgovorih na temeljna vprašanja je meja med resnično modrostjo, pridobljeno z izkušnjo, in konvencionalno modrostjo oziroma lehkostjo zmeraj tanka. Vprašanje o smislu naših ved morda tudi zato ni veliko lažje od vprašanja o smislu življenja, ker te vede segajo in so vpletene v naša življenja. Kaj nam vam v 10 minutah povem o smislu vede, iz katere prihajam? Navadno ne razmišljamo o svojem delu. To, kar počnemo, se nam osmišlja iz našega dela samega. Če je, ali ga vsaj spremlja občutek, da je, količko je uspešno. Prvi hip je človek v zadregi. Ne ve, kaj bi rekel. Nima priročnega odgovora. Vsekakor se mora pri svojem delu ustaviti. Pri tem je skoraj neizogibno, da vprašanje, pred katero je postavljen, zazna kot znamenje krize, težkega stanja, kot navadno razumemo pomen besede kriza.
To od njega zahteva razločevanje in sojenje, naprimer razločevanje vzrokov, notranjih in zunanjih za nastali težki položaj in sojenje v njih. In tako je tudi sam v krizi. To pravim zato, ker je prav to dvoje, namreč razločevanje in sojenje, prvotno pomenila grška beseda krizis, iz katere izhaja naša kriza. Ko torej človek začne razmišljati, se pravi razmišljati kritično, pa se ne more ustaviti. 10 minut pomeni bitko s časom. Literarna veda v zadnjih desetletjih na vse kriplje išče svoj prostor v družbi. Postkolonialne študije, feministična kritika, ekokritika, queer kritika, posthumanistične študije. S svojimi vejami in razvejitvami išče, kako bi bila družbeno koristna, išče svojo družbeno funkcijo. In morda kdaj tudi dejansko koristi, morda kdaj tudi doseže potrditev pri instancah, pri katerih jo išče. Pri tem pa se marsikdaj zgodi čudna reč. Ko pretresa kanonična oziroma klasična literarna dela, jo ta odnesejo slabše od sodobnih angažiranih. Čeprav so prestala preizkušnjo časov, ne postavljajo vprašanj sodobne družbeno-politične agende in ker jih ne postavljajo, jih tudi ne rešujejo. In njihova veličina in pomembnost se skrčita ob novi pisariji. Dogaja se sprevračanje literarnega kanona. Sam nisem prepričan, da je sodelovanje pri izpolnjevanju družbeno-politične agende za literarno vedo nekaj nujnega. Ne verjamem, da je izgrajevanje človeka v neimperialistično in nepatriarhalno, okoljsko nevtralno in mnogospolno, celo v nekaj transhumanega nacentrirano bitje naloga literarne vede. Ne verjamem, čeprav se mnogi moji kolegi ne bi strinjali z mano, da je to njeno poslanstvo. Ampak, boste rekli, to je notranja zadeva literarne vede. Verjamem, da vas to ne zanima in ni treba, da bi vas zanimalo. Kaj nam torej, ne glede na notranje nesoglasje v literarni vedi, ki vas ne zadeva, povem o smislu te vede in sicer povem tako, da bi to utegnilo pritegniti vaše zanimanje. Govoriti o smislu literarne vede nima smisla, če se prej ne načne vprašanje o smislu literature. Čeprav imam na razpolago le 10 minut, si bom zato dovolil nekaj fundamentali. Po Aristotelu je človek zoon logon ehon, živo bitje, ki ima logos. Logos se v grščini izreka na različne načine, lahko pomeni smisel, lahko je beseda započela. Pri predsokratiku Heraklitu recimo pomeni smisel z veliko začetnico, tisto, iz česar se uperjajo nasprotja v svetu in čemer se zbirajo. Pri človeku pa logos označuje dovzetnost za smisel. Lahko je ali razum, ki je sedež te dovzetnosti. In lahko je beseda, v kateri se smisel upoveduje. Človek je logosno bitje. Po logosu, navsezadnje po besedi, se razlikuje od drugih živih bitij. Človek ima besedo in vendar je tudi nima. Beseda, ki jo ima, se izgublja v govoričenju. Temu odpomore literatura. Literatura ali pesništvo je, kot se reče, umetnost besede. Od tod izhaja predstava, da so literati, pesniki, tisti, ki znajo lepo oblikovati besede. Vendar bi rad poudaril, da so pesniki najprej in predvsem ti, ki najdejo besedo. O tem priča poimenovanje pesnikov v srednjeveški Franciji.
trubaduri oziroma truveri. Poimenovanje zanje izhaja iz glagola truve, najti. Eden velikih antičnih piscev v literaturi je Longin. V njegovem spisu o vzvišenem, od katerega so se ohranili samo fragmenti, naletimo na misli o literaturi, ki so po mojem še dragocenejše od tistih v Aristotelovi poetiki. Ena izmed teh misli je, da v literaturi najdemo ubesedeno tisto, kar smo sami pri sebi že nekako mislili ali občutili, vendar tega nismo znali povedati. Pesniki torej najdejo besede za nekaj meni lastnega, intimnega, česar sem se jaz sam dotikal z vršičkom svoje duše, a tega nisem mogel izreči. Besede najdejo za ljubezen in za smrt. Trubaduri so jih za ljubezen, za našo eksistencialno samoto in za naše občestvo, za naš čas in za našo prihodnost. Vsakdo sam stoji na srcu zemlje, sončnim žarkom preboden. Ede subito sera, pravi Salvatore Quasimodo, in je takoj večer. Quasimodo je našel besede za našo eksistencialno samoto. Naš Prešeren jih je za naše občestvo. Največ sveta otrokom sliši slave. In še, kje bomo našli pot, kjer ni sinovi, si prosti voljo, vero in postave. Pridigar je našel besede za čas, zgodovinski čas, njegov ritem. Besede, ki se jih je v času slovenskega osamosvajanja spomnil pisatelj Drago Jančar in jih je potem v govoru ob osamosvojitvi Slovenije parafraziral njen bodoči predsednik Milan Kučan. Je čas življenja in je čas smrti, je čas vojne in je čas miru. In za prihodnost je besede našel Heinrich Heine. Ko se žigajo knjige, verbrennt man auch am Ende Menschen. Na koncu se žigajo tudi ljudi. Te mračne, jasnovitne besede so zadele. Vemo, kaj se je nekaj več kot 100 let potem, ko jih je zapisal Heine, zgodilo v Nemčiji pod nacizmom. In kdo ve, ali se ne bo še kdaj ponovilo, ali to ni spet prihodnost, ki je pred nami. Naša prihodnost. Skratka, ta, ki se ga je literatura kdaj dotaknila tako, kot sem prej skušal opisati ob pomoči Longina, ne potrebuje prepričevanja o smislu literature. Njen smisel je že našel sam pri sebi. Kaj pa smisel literarne vede? V smislu literarne vede, spoštovane gospe in spoštovani gospodje, po mojem nima smisla govoriti nekomu, ki se ga literatura nikdar ni intimno dotaknila. Temu nikomor nimam povedati ničesar. Ničesar mu ne morem povedati o smislu literature, kaj šele o smislu literarne vede. Za tega, ki se ga literatura je dotaknila, pa je literarna veda lahko nekaj takega kot eksegeza. Ekseget je bil pri starih Grkih vodnik po svetem kraju za ljudi, ki so tja prišli, ter hkrati razlagalec obredov in pripovedovalec zgodb iz izročila. Obiskovalec je vodil z profanega kraja na posvečeni kraj, obiskovalce je vodil z profanega kraja na posvečeni kraj, ki jim ga je razkazoval prek izročenih zgodb in tako tudi literarna veda kot eksegeza vodi po literarnem delu, ga razkazuje. V svoje razkazovanje priteguje Piščevo življenje, čas, v katerem je živel, druga dela, ki jih je napisal, dela drugih piscev, na katere se je navezoval, druge umetnosti, ki so delovale na religijo, filozofijo.
Literarna veda med drugim razjasnjuje Piščevo rabo besed. Naprimer, kaj v Prešernovem verzu, ki sem ga prej citiral, največ sveta otrokom sliši slave, pomeni sliši. Razjasni lahko, da je Prešeren, ki je pesnil tudi v nemščini in čigar nemške pesmi je z dikcijo njegovih slovenskih pesmi v slovenščino izvrstno prepesnil Kaja Tanković. Torej, Prešeren je iz nemškega gehörn, pripadati, izločil hern, slišati. In z besedo sliši, nenavadno besedo na tem mestu, našel več, kot bi mu uspelo najti z običajno pripada. Morda je tole. Kdor resnično sliši, mu tisto, kar ga nagovarja, pripada in temu pripada tudi on sam. Literarna veda nam torej pomaga razumeti, kaj nas je nagovorilo, ker je dobro najdeno z besedo in ker smo v tem najdenju, v tej ubeseditvi prepoznali svojo lastno misel, ki se je nagibala k ubesedenju, a zanjo nismo našli prave besede, ali svoje lastno občutje, ki je bilo še preveč motno, da bi se sploh začelo nagibati k besedi. Po drugi strani pa mora literarni ekseget tudi vedeti, kdaj se je pri razjasnevanju treba ustaviti. Ustaviti se mora tam, kjer so besede, če si izposodom Quasimodovo besedo, prebodene s skrivnostjo. In to izpostaviti. Ponavljam, tistega nekoga, ki se ga literatura ni dotaknila, oziroma ga ni niti enkrat sankrat v življenju zadela v srce. Ne želim prepričevati o ničemer. Kdor ne sliši, ne pripada. Zanj imam samo predlog, pa naj ta predlog vzame kot prijazno povabilo ali kot nesramen izziv. Kakorkoli že, vse je boljše kot to, da ga presliši. Naj poskusi in se sam izpostavi. Naj se izpostavi literaturi. Hvala lepa. Vidik sociologije nam bo predstavila svojega vidika, seveda profesor dr. Senja Libar-Horn. In kot vi... Sem že tukaj. Hvala lepa. Hvala lepa organizatorkama za ta izvrsten dogodek. Morda se najprej umestim, sem sociologinja, nemara se boste spraševali, kaj sociologija počne na humanistiki. Sociologija na Filozofski fakulteti je humanistična veda. To trdno zagovarjam v mednarodnem okolju, v domačem okolju. Sama sem po izobrazbi komparativistka in sociologinja kulture in vam zagotavljam, da epistemologije, s katerimi sem se seznanjala kot komparativistka, so bile domače tudi na študiju sociologije kulture. Skratka, sociologija kulture je humanistika in v svojem razmisleku nas bom vse skupaj povabila k vprašanju seveda pomena, pa predvsem tudi, kaj lahko storimo. V prvem delu bom nakratko povzela svoje misli na to temo, v drugem delu pa bom spregovorila morda v sozvočju z predhodniki o 3 krizah, krizi resnice, eksistencialni krizi in krizi kritičnega mišljenja. To so tematike, ki jih odpiram kot povabilo k dialogu, panelistom in publiki in pa morda tudi kot poziv k delovanju. Zahtevnost našega časa potrebuje humanistično razlago družbe, o tem skoraj da ni več dvoma. Humanistična misel je večstoletni projekt, ki temelji na oblikovanju skupnih osnov, vednosti in vrednot. Danes so te osnove v kritični razgradnji. Priča smo zgodovinsko prelomni dostopnosti do informacij in sočasni eroziji informiranosti. Družbena omrežja in algoritmi nam dostavljajo vsebine na način, ki spodbuja strahove, gnev in pretiravanje.
krepijo prepričanost v vrednosti in vrednotenje lastnih mnenj, ustvarjajo nagrajujoče lagodje v konformnem skupinskem razmišljanju in zastavljanju vprašanj z vnaprej znanimi odgovori. Slabijo epistemološko skromnost, to je zavedanje o omejenosti, začasnosti in subjektivnosti naših prepričanj. Izločajo intelektualno pluralnost, spodnašajo veljavnost dejstev in s cinizmom odpravljajo vrednost znanstvenih resnic. Humanistika ponuja orodje, kritično mišljenje. Toda tudi to orodje je v zadnjih desetletjih izgubilo svoj prvotni pomen. Kritično presojo, izogibanje vnaprejšnjim resnicam, avtorefleksijo in dvom so, po zgledu platformnega etosa družbenih omrežij in kulture zgražanja, nadomestili kognitivna pristranskosti, pripadnost komoram enakomislečih in aktivistično reševanje družbenih zagad. Humanistiko potrebujemo bolj kot kdajkoli, da lahko zajezimo hitrost našega časa in s počasnim premislekom pridemo do najboljših možnih družbenih rešitev. Z osvežitvijo osnov kritičnega mišljenja krepimo odpornost in ustrajanje v nelagodju lastne omejene vednosti ter v dobi polarizirane javnosti znova gradimo pogoje za pluralen družbeni dialog. Četudi je miselno delo, ki nam ga nalagata humanistika in kritično mišljenje, pogosto osamljeno in naporno, je naloga univerze, da nove generacije prepričamo, da je v njem skritih največ poti do svobode, smisla in bogatstva življenjske izkušnje. To so moje uvodne misli. Sedaj pa bi odprla razpravo o 3 krizah, kot sem napovedala. Prva kriza, s katero se soočamo, o kateri beremo v različnih okoljih, na različnih platformah oziroma različnih znanstvenih srečanjih, je kriza resnice. Sprijaznili smo se s pojmom, da živimo v dobi postresnice, alternativne resnice, brezbrižnosti do resnice. Kje je tukaj zares past, kako obnoviti pot do resnice? V uvodnem nagovoru je kolegica Nike omenila pasti strojnega učenja. Sama bi k njenim opozorilom dodala, da strojno učenje uči tudi nas, uporabnike strojnega učenja, novih načinov mišljenja, razmišljanja in tudi samega učenja. Strojno učenje ustvarja lažno predstavo, da obstaja pot do končne resnice. Potrebno je zastaviti le prava vprašanja. Če preizkusimo sami z miselnim eksperimentom, kako pridemo do odgovorov na naša vprašanja, ugotovimo, da smo si odgovore na nek način postavili že sami, strojno orodje pa nam le pomaga priti do teh odgovorov, do te resnice. Vmes smo izgubili kritično distanco, premislek, ali smo zastavili prava vprašanja in predvsem odprto za to, da bo resnica na koncu nedosegljiva in nejasna. Kolegica Nika je omenila, da strojno učenje oziroma tehnološka orodja ne zmorejo misliti naprej. To pomeni, da smo se na nek način omejili k utopičnim premislekom, ki so po definiciji vselej retrotopije, ki so vezane na preteklo, ki ne ponujajo kreativnih, neznanih, nepredvidljivih odgovorov in poti do resnice. Omejili smo se v dvomu, omejili smo se v distanci, omejili smo se v autorefleksiji. Strojno mišljenje je uporabno, je koristno, ampak v resnici prehiteva naš razmislek, o katerem je govoril kolega zgodovinar, kaj je človek, kaj je bistvo našega razmišljanja. Znašli smo se v eksistencialni krizi. Tudi o tem pišejo različni viri, različni avtorji, predvsem pri mladih govorimo o krizi smisla. Ni zanemarljivo, da v zadnjem času postaja izredno citiran avtor Viktor Frankl, ki je mislec smisla. Kje je ta smisel, na kakšen način ga najti? Pred časom je filozofska fakulteta poskusila za sloganom, če mi bodo kolegi pomagali, ne morem najti vira, humanistika ima smisel.
Humanistika ima smisel v smislu, da je smotrno, smiselno študirati humanistiko, ampak humanistika je tudi tista, ki ponuja eksistencialni smisel ali vsaj pot do tega eksistencialnega smisla. Svojim študentom in študentkam na uvodnem predavanju vselej povem, da so privilegirani v tem smislu, da če bodo resno študirali humanistiko, bodo imeli izjemen dostop do humanistike ne samo v svojem poklicnem življenju, do humanističnega življenja in iskanja odgovora na raziskovalne vprašanja samo, ko bodo na plačanem delovnem mestu, ampak tudi, ko bodo vstopili v svoje intimno in zasebno življenje. Humanistika ostane tam. Nudi nam poti do razmišljanja, do idej, do vstopanja v svet drugih, preko prevoda, preko prevajanja, preko srečevanja z drugim. Potem pa imamo tukaj, in to je za mene morda največji izziv, krizo kritičnega mišljenja. Na mojem oddelku pa najverjetneje na vseh humanističnih oddelkih radi povemo, da so študenti in študentke vstopili v prostor kritičnega mišljenja. V resnici samokritično ugotavljam, da že leta ne učimo več kritičnega mišljenja, ampak je to postala neke vrste predpostavka, ki jo nihče v resnici ne testira. Govorili smo o krizi humanistike in humanističnih programov. To ne zadeva samo našo univerzo, ne zadeva samo naš prostor. Danes zjutraj sem pogledala nekaj podatkov, ki veljajo za Združene države Amerike. Prestižne univerze zapirajo humanistične programe iz dveh razlogov. En razlog, univerza v Syracusu, na primer, je zaprla ravno kar 99 humanističnih programov. En razlog je, da 55 programov ugotavlja upad v diplomiranju, se pravi problem osipa. Študenti in študentke enostavno ne zaključijo študija. Drugi del problema je, da se ne vpisujejo na te programe. Zakaj se ne vpisujejo na te programe? Morda zato, ker sodijo, da humanistika nima smisla, zato, ker so zapadli neoliberalnemu prepričanju, kot nas radi opozarjajo nekateri humanistični misleci sami, da je to nesmiselno trošenje časa in denarja, v Ameriki seveda študij plačljiv, ali pa je morda to povezano tudi s tem, da je javnost zgubila zaupanje v univerze in predvsem v humanistiko. Eden od razlogov, ki ga navajajo študije, je, da smo humanistike zares zapravile javno zaupanje v naše delo, zato ker smo postale institucije javnega angažmaja, morda tudi aktivizma, manj pa institucije, ki učimo kritičnega mišljenja. Torej potrebujemo razmislek, kako priti do tega, do te osnovne veščine, kaj je in razmisleka, kaj je kritično mišljenje. Kritično mišljenje zagotovo sovpada z družbenim angažmajem, zagotovo pa to ni družbeni aktivizem. Naloga univerze je, da nas pripravlja za državljanstvo. Državljanstvo pa je sposobnost sobivanja v različnosti, v pluralnosti, v dogovoru, v pogovarjanju, v razumevanju drugega in njegovih stališč, tudi če se s temi stališči ne strinjamo. Zato bi dejala, da je pred humanistiko zares velika naloga in morda je nekaj sreče v tem, da danes govorimo samim sebi, da razmislimo, kako se lotiti te naloge, da zares povrnemo zaupanje v naše delo, ne samo, da prepričujemo, da imamo smisel, ampak da zares v naših vedah tiči smisel do življenja, do razmišljanja o tem, kaj je naše poslanstvo v eksistencialnem, etičnem in državljanskem smislu in na ta način zagotovimo prihajajočim generacijam, da v naših vedah tečijo orodja za opolnomočenje, za avtonomijo in ne nazadnje za svobodo. Hvala lepa. No in na koncu teh nagovorov bomo zaključili s področjem filozofije. Povabim docenta doktorja Blaža Zabela. Ja, hvala za povabilo. Torej, na vprašanju o smislu filozofije bi želel v bistvu nekako odgovoriti z vprašanjem, zakaj sploh filozofija. In to vprašanje bom poskušal razdeliti na dve podvprašanji. In sicer, zakaj se je smiselno ukvarjati s filozofijo in zakaj je smiselno filozofijo študirati. Torej, prvi razlog, zakaj se je smiselno ukvarjati s filozofijo, je zato, ker je filozofija
med vsemi vedami najbolj neustrašna veda. Kaj to pomeni? To pomeni, da se filozofi ne bojimo nobene teme in se ukvarjamo z vsemi najbolj strašnimi, najbolj kompleksnimi in najbolj groznimi temami. Torej ne bojimo se nekih večnih vprašanj, kot je na primer v smislu življenja, resnici, sreči, pravičnosti. Ne bojimo se zelo provokativnih vprašanj, tistih, kjer se dostikrat kregamo, na primer o evtanaziji, splavu, samomoru, o vojni. In ne bojimo se vprašanj, ki so lahko zelo težka, mračna, strašna, na primer o zlu ali o smrti. Če podam en primer, eksistencialistična filozofija, na primer, je filozofska smer, ki trdi, verjetno veste, da je eksistenca pred esenco, kar pomeni, da si moramo ljudje sami poiskati smisel v tem brezsmiselnem svetu. In kot je opozoril nemški filozof Martin Heidegger, lahko ta smisel najdemo ravno v lastnem zavedanju svoje smrtnosti in minljivosti, da je čas na tej zemlji omejen in da so s tem omejene tudi naše izbire. In eksistencializma pravzaprav ne moremo zares razumeti, ne da bi smrti pogledali v oči in da bi se zares soočili z lastno minljivostjo in začutili lastno smrtnost. In zato je potreben poseben pogum. Drugi razlog, zakaj je smiselno se ukvarjati s filozofijo, je zato, ker smo filozofi najmanj enoumni, oziroma smo najmanj enoumni od vseh. In najmanj enoumni smo zato, ker znamo poslušati in razumeti, tudi če se ne strinjamo z nasprotnim taborom. Verjetno ni v nobeni vedi toliko različnih in nasprotujočih si stališč kot v filozofiji in včasih rečem, da če bi vprašali vse filozofe tega sveta, verjetno ne bi našli niti ene teze, s katero bi se vsi strinjali. Pa vendar so filozofi v tej svoji raznolikosti pogledov vedno zelo odprti za drugačne poglede in za druge poglede. Kajti pri oblikovanju svojih lastnih argumentov, razvijanju teorij in pozicij smo naučeni, da poslušamo kritike, sprejemamo kritike in ugovore in razmišljamo o možnih protiargumentih, dejansko o kritikah, ki sploh še nikoli niso bile izrečene. Če dam en primer iz moralne filozofije. V moralni filozofiji imamo dva taka velika nasprotujoča si tabora, moralne realiste in moralne relativiste. Moralni realisti trdijo, da so moralne resnice objektivne in da so povsem neodvisne od človeka. Na drugi strani pa moralni relativisti zagovarjajo, da moralnih resnic sploh ni, da je vse vedno odvisno bodisi od človeka, od različnih kontekstov, od kulture in tako naprej. Torej, obe poziciji se ne bi mogli biti bolj nasprotni, pa vendar bojo filozofi ene smeri vedno poslušali in poskušali razumeti tudi filozofe druge strani. In še več, celo priznali jim bodo, da lahko na nekatera vprašanja in probleme nasprotniki odgovorijo bolje in bolj prepričljivo kot oni sami. Naprimer, realisti bodo priznali relativistom, da lažje pojasnijo, zakaj imajo različne kulture, različne moralne sisteme, relativisti pa realistom, da je gotovo svet lažje urediti, če moralne resnice v resnici obstajajo. In mislim, v današnjem polariziranem svetu gotovo potrebujemo več takšnega razmisleka. Vse to pa nam, se mi zdi, pomaga odgovoriti tudi na vprašanje, zakaj študirati filozofijo. Torej, mislim, da je smiselno študirati filozofijo zaradi treh stvari. Prvič, ker je študij filozofije res zanimiv. Zanimiv je pa prav zato, ker smo, kot sem povedal, filozofi odprti za vse teme. Včasih mi kakšni kolegi iz kakšne druge fakultete, predvsem kakšnih naravoslovnih ali tehničnih smeri, rečejo, da jih je včasih strah, da bi kdo v razredu odprl kakšno politično ali pa ideološko zahtevno vprašanje ali pa da bi delil recimo kakšno osebno težko izkušnjo. Včasih jih je malo strah, da bi to recimo kaj v čustvih povedal tekom predavanj ali pa na vajah. Nas filozofov tega ne skrbi. Mi se z takimi temami v bistvu neposredno ukvarjamo, profesionalno. In zaradi tega študente vedno vabimo, da v predavalnice prihajajo z najtežjimi in najbolj drznimi vprašanji in problemi, ki jih imajo. In tudi ni nas strah, kadar delijo neke svoje osebne izkušnje, ne glede na tako težke ali žalostne so.
Drugič, filozofijo je smiselno študirati zato, ker je študij filozofije študentom pomaga poiskati nek svoj smisel v življenju. Torej, študij filozofije ni samo učenje zgodovine filozofije, osvajanje filozofskih znanj ali učenje nekih različnih veščin, ampak je predvsem učenje nekega načina življenja, tega, kaj je smiselno življenje, kaj je to dobro življenje, kakšno je razmišljeno filozofsko življenje. In opažam, da študenti v prvi letnik vstopajo zelo zmedeni z kupico vprašanj in problemov, na katerih ne poznajo odgovora, iz filozofije pa izstopijo z nekim smislom in z nekimi odgovori na ta vprašanja. In ne zaradi tega, ker bi mi te odgovore na študiju podali, ampak zaradi tega, ker si jih poiščejo tekom študija sami. In s tem jih opremimo tudi zato, da bodo v prihodnje, ko bodo naleteli na nova vprašanja in nove probleme, si lahko odgovore in smisel poiskali sami. Še več, na svoje vaje pogosto dobim tudi študente drugih fakultet, naprimer iz strojništva, računalništva, matematike in fizike, medicinske, pravne fakultete, in vedno jih vprašam, zakaj ste si pa zbrali nekaj na filozofiji, in vsi mi povejo en in isti odgovor od mnogih drugih, ampak ta stvar se pa res vedno ponavlja. In to je to, da rečejo, da je njihov študij sicer zelo zanimiv, ampak je tehnično in praktično naravnan. Nihče pa jim ne zna pojasniti in odgovoriti, kaj je sploh smisel smeri, ki jo študirajo. In zaradi tega pridejo včasih na filozofijo, ker si poskušajo poiskati ta smisel. In nazadnje, študij filozofije se splača tudi zato, ker je zelo zaposljiv študij. Torej, za razliko od recimo družbenih omrežij pa splošnih govoric, ki se širijo po gostilnah in tako naprej, se dejansko opiram na dejanske podatke Ministrstva za visoko šolstvo, Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, Alumnata Univerze v Ljubljani, pa številnih raziskav, ki jih opravlja Evropska unija, ki kažejo, da praktično vsi filozofi dobijo zaposlitev. In ne samo to, zasedajo tudi zelo pomembna delovna mesta, s katerih lahko dejansko spreminjajo svet, tako v vladnih in nevladnih sektorjih in v gospodarstvu. Najbolj pomembneje in najbolj zanimivo pa se mi zdi to, da raziskave kažejo, da študentje, ki študirajo humanistične smeri, za razliko od študentov mogoče tehničnih in naravoslovnih smeri, da so pri svojem delu in za svojim delom zelo zadovoljni in v njem dejansko najdejo nek smisel. In seveda nas to niti ne preseneča, kajti iskanje smisla in dobrega življenja je prav ena izmed stvari, ki jih uči filozofija. Hvala. Spoštovani kolega, Jan Sapen, res najlepša hvala za ta zaključni nagovor. Spoštovani vsi sodelujoči, mislim, oziroma če dovolite, mislim takole, da smo s to dosto nagovorov dali več kot dobra izhodišča za kakršnokoli razmišljanje, pa tudi za razpravo v živo, ki bo v vsakem primeru danes sledila, mogoče bo krajša, ampak bo. Ostali, ki bodo pa seveda to poslušali prek spleta, bo pa dalo misliti v vsakem primeru, v vsakem času, tako kot je humanistika prečasna, dokler smo seveda ljudje. Torej, sledi zdaj kratek odmor za vse tukaj prisotne, zelo vabljeni, torej 11:30 pa odpremo še razpravo na vse zastavljene teme. Res hvala vsem sodelujočim in tudi prisotnim, se razume. Se vidimo.